pred 14 dnevi laboratorij pri Švedski nacionalni agenciji za hrano objavil šokantno novico, da je v našem izdelku goveji kulen, ki ga že nekaj let prodajamo na Švedskem, ugotovil pri analizi 10% svinjine v proučevanem vzorcu. Ta informacija je bila 10.4.2013 posredovana medijem po vsej Evropi in seveda mediji so oziroma ste iz te informacije naredili veliko negativno prehransko zgodbo. Zdaj lahko seveda potrdim, da smo zaradi te izredno hitre in nepreverjene informacije laboratorija Švedske nacionalne agencije, ki jo je posredoval medijem, tako družba Košaki kot naš dolgoletni kupec na Švedskem in nenazadnje tudi celotna slovenska mesno-predelovalna panoga utrpeli velikansko škodo. Izvoz našega podjetja se je namreč praktično zaustavil v teh zadnjih 14 dnevih. Primorani smo bili odpoklicati naše izdelke z praktično vseh zahodnoevropskih trgov. In danes lahko ocenjujemo, da bomo šele po nekaj mesecih oziroma letih lahko prodajo ponovno dvignili na tako raven, kjer smo že bili. Nadalje naš kupec in distributer na Švedskem, ki je pravzaprav majhno družinsko podjetje z 10 zaposlenimi, je prav tako utrpel veliko poslovno škodo. Jaz sem ga prejšnji teden obiskal in se seveda zgrozil in ob ugotovitvi, da se mu je prodaja v zadnjih 2 tednih po objavi te novice zmanjšala za več kot 70%. In seveda je tudi obstoj tega podjetja ogrožen. In nenazadnje zaradi te novice neupravičeno, zamajeno zaupanje v slovenske mesne izdelke, zaradi česar je celotna panoga utrpela veliko poslovno škodo. Seveda kot eden izmed proizvajalcev lahko seveda zelo odgovorno trdim, da slovenska prehrambena industrija proizvaja in prodaja svoje izdelke pri visokih standardih kvalitete, varnosti, kakovosti in sledljivosti izdelkov. Na vsem tem skrbi Uprava za varno hrano, ki je seveda praktično vsak dan pri nas v proizvodnji in seveda želeli bi si, da bi ob takih težkih situacijah, ki jo sedaj doživljamo v našem podjetju, nam seveda Uprava za varno hrano stala ob strani. Ampak, kot že rečeno, imamo dobre sosede iz Avstrije in danes boste lahko od gospoda Mihaela Štelcla seveda izvedli tudi kaj več čisto iz strokovnega oziroma znanstvenega vidika. Namreč ta laboratorij Hygienikum opravlja ravno takšne analize, ki so bile opravljene tudi na našem vzorcu izdelka. Kot smo že sporočili javnosti, so dodatne analize izdelka iz te serije, ki so bile opravljene v priznanih akreditiranih laboratorijih tako v Sloveniji kot na Švedskem, pokazale v zadnjih dnevih, da v seriji omenjenega izdelka ni bilo niti sledu svinjskega mesa in so tako ovrgle prvotne ugotovitve laboratorija Švedske nacionalne agencije za hrano. V Košakih seveda se trenutno soočamo z izjemno težko poslovno finančno situacijo in neposredno poslovno škodo do danes ocenjujemo na najmanj 450.000 evrov, kolikor znaša trenutna ocena izpada prihodkov zaradi netočne oziroma pomanjkljive informacije navedenega laboratorija oziroma agencije. Seveda bo pa dejanska škoda precej večja zaradi izrazite seveda negativne odzivnosti v medijih po celi Evropi, zaradi omajanega zaupanja v dobro ime družbe Košaki in seveda zaradi posledic na prodajo. Se bo namreč trajalo več mesecev, lahko pa tudi let, da se bomo tako doma kot v tujini vrnili na pričakovane prodajne pozicije. Zaradi storjene poslovne škode in izgube dobrega imena blagovne znamke Košaki in seveda zaradi teh napak, ki jih je storil laboratorij Švedske nacionalne prehrambene agencije, bomo skoraj zagotovo v bližnji prihodnosti vložili odškodninski zahtevek, najverjetneje zoper Švedsko agencijo za hrano oziroma njihov laboratorij, saj dosedanji postopek in vse ugotovitve nakazujejo na zelo pomanjkljivo izvedbo, to se pravi procesa izvedbe analiz, tako v procesnem smislu, kakor tudi v vsebinskem.